Vse, kar si gospodarstvo in podjetništvo želi, je stabilno poslovno okolje. Drži, kajti dejstvo je, da vsaka politično motivirana odločitev je najdražja za ljudi. Sliši se kot dobra ideja, je pa nesrečno izvedena v neprimernem trenutku. Jaz to tudi vidim bolj kot neko predvolilno populistično potezo. Lepo pozdravljeni v času, ko Slovenija drsi na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti, ko institucije znižujejo napoved gospodarske rasti za Slovenijo, vlada pa pred volitvami napoveduje nove in nove obveznosti za gospodarstvo, je pod okriljem Državnega sveta potekala razvojna konferenca z naslovom Slovenija, konkurenčnost in investicije. O tem se bomo danes pogovarjali, ena ključnih tem za prihodnost in razvoj Slovenije, tokrat kar s 3 gosti v že 5. epizodi podcasta Teža argumenta. Z menoj v studiu pa so Ajša Vodnik, izvršna direktorica Ameriške gospodarske zbornice AmCham Slovenija in predsednica AmChams in Europe. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, sicer pa tudi dolgoletni direktor in ustanovitelj podjetja Lotrič Meroslovje oziroma Lotrič Metrology, podjetje prisotno na svetovnem trgu. Lep pozdrav. Lep dober dan. In pa Peter Groznik, direktor družbe MSPE, Družba za upravljanje zasebnega kapitala. Lep pozdrav. Dober dan. Torej, če začnem morda kar nekoliko izzivalno, gospod Lotrič, Državni svet organizira konferenco o konkurenčnosti in investicijah, vlada pa istočasno napoveduje nove obveznosti, konkretno imamo v mislih tokrat božičnico, pa je le to ena izmed mnogih, novih obveznosti, ki so nastale v zadnjem letu. Kako sploh recimo v takem okolju pravzaprav se resno pogovarjati o konkurenčnosti in o prihodnosti Slovenije? Je to sploh smiselno? Vse, kar si gospodarstvo in podjetništvo želi, je stabilno poslovno okolje. Mislim, da smo to že velikokrat povedali in zadnji poskusi, kot ste omenili, same božičnice, seveda jo ocenjujem kot predvolilni bombonček, obljubo, seveda katero se bomo vsi skupaj razveselili, ko jo bomo dobili na tekoči oziroma transakcijski račun. Pa vendarle, če smo pa odgovorni do države, potem bomo zlahka ugotovili, da nam bo navrtala globoko luknjo. Ni problem v tem, da bomo zadovoljili določene stvari, ki so všečne, ampak meni se zdi, da bomo že takoj potem v mesecu 2, najkasneje v 3 deležni inflacije, ki se bo pa odzvala bistveno močneje kot pa te evri v denarnici. Namreč taka podražitev bo sigurno za sabo potegnila podražitev vrtcev, podražitev oskrbi na domu starostnikov, šolski sistem se nam bo podražil, celoten javni sistem se bo podražil, ker določene storitve dejansko pokrivajo občine. Občine zaradi teh podražitev pač ne bodo dobile dodatnega denarja, prav tako kot ne državni organi, in zdaj se lahko samo zamišljamo, kje bodo ljudje dobili oziroma te organizacije, kje bodo dobile denar za izplačilo božičnice. Pa še enkrat povem, da je božičnica zelo lep ukrep, zelo lepo se sliši. Sam, če bi se odločil na temu, bi spremenil že obstoječ model nagrajevanja uspešnosti, ki je danes ni obdavčen, je pa oprispevčen. Torej, mi imamo mehanizem za podjetja, ki si to lahko privoščijo. V Sloveniji je takih dobršen del in verjamem, da bi bili podjetja tudi zelo vesela, če bi bil ta del še neoprispevčen. Bi dosegli pravzaprav enak učinek, vendar gre v kontekst bilanc podjetij, načrtovanja, nekako tudi zaključka leta in pa en pogled, širši pogled na gospodarstvo, torej, a ga razumemo gospodarstvo ali ga pač ne. Ta ukrep je čisti populizem in ne prinaša dolgoročno, pa to govorim
par mesecev pozitivne bilance za ljudi, za denarnico vsakega iz Slovenca in Slovenko. Kimate, da se sliši dobro, pa da ni tako zelo. Absolutno to, kar govori gospod Lotrič, drži, kajti dejstvo je, da vsaka politično motivirana odločitev je najdražja za ljudi. Dejstvo je tudi, da predvidljivost okolja in dogovor z gospodarstvom je izjemno pomembno, tako za slovenske kot tuje investitorje. In marsikdaj nas tuja podjetja ne razumejo, se pa lahko zavedamo, da ob takih trenutkih, da nekaj ne poveš, da bo obvezno že čez 2 meseca, absolutno tudi izničiš samo idejo božičnice, ki je nagrada za uspešno delo. In seveda je tudi potrebno pomisliti na tista podjetja, ki se ne morejo privoščiti tega, kajti to jih lahko tudi potopi. Tako da se nam zdi, da je nekaj takega napovedano na tak način sila neodgovorno, se je pa potrebno zavedati, da gospodarstvo želi nagrajevati svoje ljudi. Zavedamo se, da so ljudje največji kapital in najpomembnejši in zato je želja vsakega odgovornega gospodarstvenika, da to počne. Gospod Groznik, zakaj je recimo potreba vlade, da zahteva od podjetij in ne nazadnje vseh delodajalcev, da morajo neke nagrade izplačevati in kaj to v praksi potem pomeni recimo za... Jaz se strinjam z obema, gospodom Lotričem in Ajšo, nikaj za dodati. Sliši se kot dobra ideja, je pa nesrečno izvedena v neprimernem trenutku. Jaz to tudi vidim bolj kot neko predvolilno populistično potezo. Tako da prave poteze bi bile, mi smo, če se pogovarjamo o konkurenčnosti, po obdavčitvi socialnih prispevkov smo absolutno ta zadnji na lestvici. Tudi obdavčitev podjetij pa nismo tako slabi, tako da to je v resnici en davek na podjetja, tako da nekaj prostora je na tem področju, ampak ne na tak način, kot je predlagano na tako kratek rok. Tako da težko kaj komentirati, razen da gre za populistično potezo. Zdaj, omenjeno je bilo večkrat stabilno poslovno okolje. Kot razumem, nekako v prvi vrsti to ne pomeni nujno najnižji davki, ampak pomeni pa takšni davki ali pa takšne obveznosti, ki jih podjetja lahko vsaj 1 leto ali pa več let vnaprej smiselno in nekako načrtujejo precej predvidljivo. Zakaj je tako težko v Sloveniji doseči, bom rekel, nek kompromis oziroma nek dogovor, da bi imeli stabilno poslovno okolje, da se ne bi pravila igre spreminjala iz meseca v mesec, iz leta v leto, da ne govorim iz mandata v mandat različnih vlad? Tukaj gre seveda z moje strani lahko le za ugibanje, ampak ne razumem, zakaj ne moremo imeti dolgoročne, če že govorimo o davčni politiki, davčne politike, tudi po vzoru kakšnih drugih držav. Dejstvo je, da stabilno, predvsem pa predvidljivo, kajti to, kot je že gospod Groznik omenil, da smo dejansko po konkurenčnosti na obdavčitev dela eni najslabših v celi Evropi, je nekaj, kar seveda bi si želeli spremeniti in bi si želeli spremeniti z neko predvidljivo dinamiko, seveda gospodarstveniki čim prej, ker se zavedamo, da to pomeni manj zaposlitev in nažalost tudi odhod marsikaterega podjetja v sosednjo Hrvaško. Seveda smo se pred leti primerjali s Švico, vedno večkrat se primerjamo s Hrvaško, pa nič narobe z našimi sosedi, ampak ko gledamo skok, ki ga delajo Hrvati, tudi kar se tiče samih obdavčitev, nas tukaj zelo prehitevajo. To se kaže tudi v tem, da marsikatero mednarodno podjetje svoj sedež seli na Hrvaško. To seveda pomeni manj zaposlitev z visoko dodano vrednostjo, kar posledično spet prinese nazadovanje in seveda tudi znižanje kupne moči. Skratka, posledice so ekonomsko popolnoma jasne. Ne razumem pa, zakaj vsaka nova vlada želi izničiti vse tisto, kar je bilo storjeno prej. Zakon o dohodnini, ki je bil sprejet malo pred nastopom te vlade, je bil nekaj, kar smo gospodarstveniki pozdravili, ampak ne gre za to, kdo ga je sprejel, ampak kakšna je vsebina. In želim si, da bi katerakoli vlada bo delovala vsebinsko in ne kdo je sprejel in kaj je sprejel.
Vi razumete, morda, gospod Lotrič, to spreminjanje okolja? Ja, kaj dodati taki razlagi, kot je gospa Vodnik ravno kar lepo opisala, pa vendarle poskušam tako, da Slovenija kot taka, ne samo gospodarstvo, potrebuje stabilno zakonodajo na vseh področjih, zaradi tega, da ne uporabljamo vseh virov v podjetju in doma, da se bomo pravzaprav prilagodili novi zakonodaji. Potem prilagodljiv oziroma primerno obdavčitev. Ne želim, da smo, da gledamo proti ravno nasprotni strani lestvice, da bi bili najmanj obdavčeni. Ne, mi moramo biti predvidljivo obdavčeni, da znamo planirati, vse vemo, da imamo take in drugačne plane, zagotovo pa ne moramo planirati več oktobra, kaj bomo delali decembra. Pač oktobra se pišejo načrti, poslovni načrti za naslednje leto in če je tukaj nek dogovor potem med socialnimi partnerji in državo in vlado na tretji strani, potem mi lahko marsikatero stvar, seveda v kombinaciji z nekimi odpustki za gospodarstvo, če tako rečemo, dosežemo velike premike. Tako kot recimo pokojninsko zakonodajo, čeprav slišim, seveda ni vsem povšeči, ampak to je tisti skupni imenovalec, katerega smo vsi socialni partnerji in vlada uspeli doseči. Druga zadeva ali pa tretja zadeva je pa infrastruktura. Infrastruktura v Sloveniji pač nismo več tisti, da bi se lahko pohvalili na katerem koli področju infrastrukture, pa govorimo od kibernetske, cestne povezave, železniške povezave, nismo več tako atraktivni, kot smo to še, par 10 let nazaj bili. Namreč v Slovenijo izbirajo tuji vlagatelji, včasih so rekli, na prvem mestu so kadri. Danes je na prvem mestu lokacija kot Slovenija, kot geostrateški položaj Slovenije. Na drugem mestu so še vedno kadri, izobraženi strokovnjakinje in strokovnjaki, ki lahko prispevajo dodano vrednost v teh podjetjih. Tako da, kar se pa tiče ostale, konkurenčnega okolja, me pa resno skrbi. Bom samo ponazoril, kako nedolžno zgleda en zakon o čezmejnem opravljanju storitev. To pomeni, da vsi tisti ljudje, ki delajo v tujini, se jim je za delodajalca približno 30% podražil strošek dela. In kaj so naredila podjetja? Podjetja so preselila sedež na Hrvaško, Slovaško, Avstrijo in Nemčijo. Na ta način smo mi izgubili po anketni oceni 15,000 delovnih mest. V zadnjem mesecu lahko pa uradni podatek, ki bi objavljen, da je 5800 ljudi zaposlenih manj, kot jih je bilo pred 2 mesecema. Če to mi seštejemo, mi smo na 200 milijonih izgubljenega denarja v vseh 3 blagajnah, se pravi, s tem nimamo denarja za pokojnine, nimamo denarja za zdravstveni sistem in nimamo denarja za tako imenovani integralni del proračuna, kjer plačujemo, kjer se, iz šolstvo, potem vsi drugi podsistemi družbe in pa sam razvoj države. Torej, to so popolnoma nepredvidljivi ukrepi, se pravi, sam sebi smo navrtali luknjo v kolen. Z obljubo takrat, da se bo sistem kompenziral na strani dohodnine za te ljudi. Ker se pač niso podjetja odšla in z njim ocenjujemo do 20,000 ljudi. Zdaj, omenili ste to strateško lokacijo, lego Slovenije. Se pravi, čeprav razumem, Slovenija ima izjemno priložnost, ki jo pravzaprav meče skozi okno s tem, ko ni konkurenčna zaradi svoje lege, torej bi lahko privabila ogromno investitorjev, pa mnogi odbijemo ravno zaradi poslovnega okolja, če vas prav razumem. Točno to. Zdaj, če vzamemo na prvo mesto infrastrukturo, oziroma to lokacijo Slovenije, zakaj je, saj nažalost se ta zadeva kaže tudi na avtocestah. Ampak gradnja železnic v smeri, pač da ne bom se preveč ponavljal, ampak Maribora proti Ljubljani, Jesenic proti Ljubljani, Ljubljane do Novega mesta in Kopra, bi nam olajšala seveda pretočnost. Moramo pa zagotovo narediti ali še en obroč okoli Ljubljane ali tretji pas, sicer se bomo sami, Slovenke in Slovenci, pač zadušili v tem prometu. Imamo pa eno možnost, ki ne stane veliko, pa vendarle
regionalizacija, uvedba pokrajin bi nam zagotovo prinesla razbremenitev na avtocestah, 140 000 ljudi se dnevno pelje v Ljubljano, onesnažujemo okolje, povzročamo ekološko katastrofo, če tako lahko rečem, neugodno vplivamo na ljudi v Ljubljani, iščemo te parkirne prostore, sami smo nervozni, a ne, mislim, zakaj ne bi mi nekaj delocirali državnih institucij v drugih centrih, ki so ravno tako Maribor, Koper, Kranj, Novo mesto, da ne bom kjerga pozabil, jih je lahko 10 zaradi mene, ampak pomembno je, da se mi lotimo te še enkrat regionalizacije, ki bi tudi močno vplivala na neko stabilnost potem politike, ker ne bi bilo dirigirano vse z enega mesta. Še eno bi ravno na to, kar ste tudi povedal, izpad teh delovnih mest. Ne? Kje se to danes pozna? Država, vlada se hvali z eno najnižjih stopenj brezposelnosti še vedno. Kje se pozna teh izgubljenih 15 000 delovnih mest, ki nam jih je vzel ta čezmejno opravljanje dela, recimo? Ne? Ja, pri gospodarski rasti, ne? Mi imamo gospodarsko rast, nam ocenjujejo na 0,7, zdaj že na 0,6%. Seveda, ko enkrat nimamo več ljudi, pri nas se je kompletna skoraj gradbena operativa preselila v druge države. Skratka, naši ljudje, ki so prej bili zaposleni v Sloveniji, delali v Avstriji, Nemčiji, v drugih zahodnih državah, vendarle so plačevali davke v Sloveniji. In to je šlo v bruto domači proizvod naše države. Zdaj tega nimamo. In če pogledamo število brezposelnih, to število imamo idealno. Ostaja ves čas na istem, ampak kaj nam pomaga, če na drugi strani skupno število zaposlenih zmanjšujemo. No? In zato mi imamo resno težavo pri tem, da nam brez gospodarske rasti pač ne bomo mogli financirati vseh 3 blagajn, se pravi, pa če rečem tako, ne bomo mogli servisirati socialne države, ker samo močno gospodarstvo je temelj za socialno državo. Gospod Groznik, Slovenija je padla na lestvici konkurenčnosti znova in je nekako najnižje v zadnjih več kot 5 letih. Kaj, bom rekel, če se postavimo korak nazaj, dotaknili smo se že nekaterih konkretnih stvari, ampak če se postavimo nekako na to bolj globalno situacijo, kako vidite položaj Slovenije v tej globalni tekmi konkurenčnosti, ki postaja vse bolj neizprosna? Jaz sem to tudi v ponedeljek povedal na tej konferenci. Niti ne, da kaj dost padamo, ampak enostavno smo v zadnji tretjini ali pa v zadnjih 20% držav ves čas po najrazličnejših lestvicah. To spremljam že 25 let plus. Ves čas smo nekje med 40 do 50 mestom. Vse včasih mačkam popravi, ampak ne zato, da smo mi kaj pametnega naredili, morda so kakšni drugi kakšne neumnosti naredili, ampak v glavnem stopicamo. In tega nekega preboja, zavedanja, da je konkurenčnost, tako kot je gospod Lotrič povedal, da je to konkurenčnost poslovnega okolja, da je to tudi vir oziroma temelj za socialno državo, tega enostavno ni. Prvi smo po dohodkovni neenakosti, Ginijev koeficient, smo prvi ali drugi na svetu, po odprtosti vrednot za tuje ideje do vrednostnega sistema, ki ne bi podpiral konkurenčnost, smo pa med najslabšimi na svetu. Tako da tudi v ponedeljek je bilo, da Slovenija je mehna in odprta država, mi smo mehni pa precej zaprti. Zaprti do tujih delavcev, zaprti do tujih idej, zaprti do tujih investicij, najbolj smo zadovoljni sami med sabo, da smo vsi približno enako revni. In to odganja in podjetja in talentirane Slovence in ne moremo talentiranih tujcev privabljati. Kdo potem prihaja, če ne talentirani? Talentirani odhajajo. Odhaj še hčerka je na Danskem, moj nečak je na Norveškem, a se bo se kdaj vrnila, jaz dvomim. Ker prihajajo pa množice ljudi, mislim, da je vsako leto več tujih delavcev. Ja, ampak v glavnem zelo nekvalificirani. Tako kot je povedal gospod Lotrič, ob Koroškem oziroma na Koroškem so 1,7 podjetij, ki bi lahko več delala, pa ni delavcev.
So pa seveda kakšna podjetja, ker enostavno proizvodnih delavcev ni, so začeli uvažati nekvalificirane delavce iz azijskih držav. Sred Ptuja sem bil zadnjič, je bilo, mislim, da v enem podjetju prek 50 Filipincev, Azijcev. Nič narobe s tem, ne? Ampak to niso visoko kvalificirani kadri. Tudi ta neka priložnost, ker je recimo ekonomska fakulteta, malo bolj poznam, ne, imamo veliko izmenjav z Makedonijo in z drugimi državami. Ja, pridejo v Slovenijo, ampak v prvi priložnosti grejo naprej. Ne? Tako da tega enostavno smo nekako neprijazna država do tujih idej, do tujih investicij, do tujcev. Pejte enkrat, jaz sem bil, moja žena ni slovenska državljanka, jaz sem bil nekaj časa na upravni enoti za tujce. To je katastrofa. Dolge vrste, vse v slovenščini, ni prijazno. Ne, skratka, bo to nek kvalificiran, talentiran tujec šel v to. Rajš gre v Nemčijo ali pa v Avstrijo, ki ima to na eni strani napisano in hitro in na en tak prijazen način urejeno. Dnevno se ukvarjate, predvidevam, na MČM-u z ljudmi, ki iz tujine želijo investirati. Kako je pa vaša izkušnja? Ja, tukaj se moram žal strinjati z gospodom Groznikom. Ta neprijaznost, navidezno smo veseli tujcev, ampak po drugi strani pa že s tem, kako jih sprejmejo, je lahko kar težava. Dejansko to, da imamo prepoved govorjenja celo na upravnih enotah za tujce v angleščini, ne vidim tega smisla. Enako ne vidim smisla, da ne odpremo tudi bolj fakultet. Ekonomska fakulteta v Ljubljani je ena redkih, ki ima v angleščini program in marsikdo resnično pride sem, ampak morda ne odpremo dovolj ne samo fakultet, ampak tudi podjetij, kajti, ker je omenil Peter Dansko, moja hči res je tam doštudirala, tam dela in vse lahko dejansko tudi naredi v angleščini. Ja, to je zdaj neka lingua franca. Dejstvo pa je, da seveda tudi Danci, kot mi Slovenci, ljubimo svoj jezik, ampak ni potrebno to delati s prepovedmi, ampak lahko neguješ svoj jezik, ki je izjemno pomemben tudi na drugačne načine. Tako da žal imamo tudi mi primere, ko je nemogoče tukaj ustvariti, če ne drugega, recimo odpreti svoj račun, če nisi iz Evropske unije. Skratka, je kar nekaj tistih stvari, ki ustavijo ljudi, ki bi želeli tukaj ustvarjati in investirati. Ko pa seveda govorimo o investitorjih, je potrebno, da se tudi, če govorimo o multinacionalkah, med seboj tekmujejo, v kateri državi bi lahko odprli svoje ali podjetje ali proizvodnje. Še bolj bi si želela, da bi odpirali tukaj R&D centre z visoko dodano vrednostjo. Tukaj je en dober primer, recimo biotehnologije, ki jo vedno znova ponavljamo, ampak se je treba tudi tukaj vprašati, ali bomo znali tukaj imeti več ljudi, talentov in tistih strokovnjakov, ker ne bo dovolj, da jih samo sami ustvarjamo, ker jih žal ne bomo ustvarili dovolj, morali bo prihajati tudi iz tujine. Ali jih bomo znali sprejeti, ali bomo nekako s figo v žepu jih vabili, na koncu pa bo nemogoče, da tukaj živijo. Naravno to me zanima, ne? Ko pravite s figo v žepu jih vabimo, kaj recimo svetujete ljudem, ki se obračajo na MČM Slovenija, ne, da bi investirali v Sloveniji, kaj jim poveste? Jaz moram priznati, da sem jaz velik patriot in res verjamem, da je to država izjemnega potenciala, ki ponuja marsikaj. Ta udobje življenja, se moramo strinjati, je izjemno visoko. Me pa skrbi in včasih tudi jaz imam dvojno nekako igro in tujce poskušam navdušiti z idejo, da se bo spremenilo, da verjamemo to, da so spremembe možne, je res to še nekako verjamem, pa upam, da bo tako, ampak zadnje poteze, ki jih vidimo, pa žal ne peljejo v to smer. Ne gre samo za to, kako hitro dobiš dovoljenja za gradnjo ali pa za bivanje, ne gre za to, ali ti omogočijo tudi tujcem. Vemo, da zadnji zakon o rabi slovenskega jezika, ki zahteva od vseh, ki so tukaj, tudi od partnerjev, da se naučijo slovensko. Po eni strani rešuje, kot razumem, problem albanskih preseljencev,
priseljencev, po drugi strani pa marsikakšen tujec zaradi tega ne želi biti tukaj, ker njegovi partnerji, pa naj gre za Japonce ali pa Američane, pač enostavno se ne morejo v tako kratkem času naučiti. Ampak skrbi me pa zelo zdravstvo. Jaz mislim, da so to temeljni pogoji, da želiš živeti v neki državi, pogoji varnosti, dostopno zdravstvo, šolstvo, ki bo omogočilo tudi tujim, da bodo tukaj, seveda je pa tista stvar, o katerih je potrebno tudi govoriti, naša demografska slika ni najbolj obetavna in tukaj bo zagotovo potrebno bolj strateško razmišljati, kajti demografija pa ne laže in točno vemo, kaj prihaja, pa si nekako zatiskamo oči. Kako razumeti, pravzaprav, da v nekih Zdaj, če recimo že rečemo, država želi pobrati visoke davke, da bo imela dovolj denarja, da ga razdeli kakorkoli že, socialna država, bombončki, nevladniki, za karkoli že država pač porablja denar, kako si razlagati te administrativne ovire, ki so, lahko rečemo, povsem brez veze, ki ničemur ne služijo? Ja, verjetno služijo kontroli, a ne? Verjetno služijo kontroli in to je ravno ta napaka, da mi ne damo to sprostitev v družbo, sprostitev med celotno akademsko sfero, potem, če se pa ne spustimo, ampak če pridemo nekako v podjetja, a ne, da podjetja vedo, da bodo lahko s svojim delom dosegli pričakovane rezultate, da vedo, da se lahko povezujejo med gospodarstvom in inštituti, da začne brbotati dobre ideje, a ne, ker mi smo šele pri idejah. A ne, Slovenci zelo radi se pohvalimo, da imamo zelo veliko inovacij, ampak nažalost rezultati to nam ravno ne pritrjujejo. Ko sem bil v začetku oziroma v marcu na Japonskem, a ne, so nam Japonci sami, gospoda Isava, rekli, da pač Slovenijo vidijo zelo velik potencial, da želijo vlagati v Slovenijo, želijo vlagati pravzaprav v celotno vzhodni del Evrope, namreč zaradi tega, ker smo res imamo dobre ideje. Vendar, ko pa te ideje prerasejo do inovacije, takrat pa zgubimo tla pod nogami. Nimamo zadost kapitala, nimamo zadost znanja in ne nazadnje nimamo trga. Slovenija ni bila nikoli z neko vojsko zasegla kakršnokoli drugo državo, nismo bili kolonialisti v zgodovini in mi se moramo za vsak trg na svetu zelo dobro potruditi. Ne? In kot rečeno, se mi zdi, da vizavi temu idejam, ki jih imamo v Sloveniji, sposobnostim, ki dejansko so v Sloveniji doma, se moramo začeti povezovati, ne? Povezovati z partnerji na način, da seveda, da smo enakopravni, enakovredni. Te samozavesti jo moramo zgraditi, saj verjamem, da kar nekaj posameznikov v Sloveniji premore dovolj in kar nekaj podjetij, kar je pa seveda še bolj pomembno. Ne bi se pa mogel bolj strinjati, kakor je prej gospa Vodnik opisala, bom rekel, to stanje trenutno, kaj vse pravzaprav je narobe, in če bi smel sam pripisati od spodaj, to so stvari, ki jih je treba vse po spisku spremeniti, ne? Potem bomo pa mi lahko naredili korak naprej. Zdaj, ko govorimo o investicijah, ne, gre za običajno dolgoročne investicije, kjer je ključno verjetno za investitorja tudi, da gleda, kakšen je trend. Ne? Torej, ali se država spreminja na bolje, ali se država spreminja na slabše. Kako vidite situacijo recimo v Sloveniji glede tega, kakšen je nek trend, ki kaže, kje bo Slovenija recimo čez 5, 10, 15 let? Mislim, odgovor je pravzaprav že v podatkih. Ne? Mi smo po obsegu tujih neposrednih investicij daleč pod povprečjem. Imamo manj investicij kot Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Italija, 34% približno bruto domačega proizvoda predstavljajo le-te. In to je spet nek vir, ne? Če bi bilo več investicij, bilo več davkov pobranih, več kapitala, višja produktivnost bi lahko naši zaposleni ustvarjali. Tako da odgovor podajo investitorji sami, tako da očitno v zadnjih desetletjih niso videli nekega pozitivnega trenda. In
pač podatki po vseh teh lestvicah jim žal pritrjujejo. Ne. Jaz mislim tudi to, kaj lahko naredi država, pa se ne premakne. Ne. Na konferenci je, mislim, gospod Mancevič lepo povedal, rekel, veliko stvari je odvisno absolutno od nas samih, pa pravzaprav niso politične stvari. Ne. Birokracijo zniževati, red tape, poskrajševati postopke, korake, to je od nas odvisno. Da so postopki pregledni, hitri, poceni, to je od nas odvisno. To, da je neka percepcija med menedžerji, da je za vsak javni razpis treba nekomu nekaj plačati, to je vtis o korupciji, tudi tukaj smo zelo slabi. Vse to so stvari, ki bi lahko jih in leve in desne vlade adresirale, pa jih žal ne. Kako torej ta trend recimo obrniti? Ja. Ne vem, jaz pač z takimi dogodki in pogovori, jaz upam, da bo to nekako postala tema, ki se bodo vse politične stranke zavedale in jo poskušale inkorporirati v svoj program. Ne. To, zakaj smo tako slabi pri tem vrednostnih odnosu do sprememb, do tujih idej, to pa ne vem, to pa nisem sociolog, ampak mislim, da je tudi na tem treba delati. Kako čemu to vidite? Ja, jaz se pogosto sprašujem, kajti nekaj let nazaj je Gallup inštitut delal recimo nek benchmark, kje je Slovenija po odnosu tukaj recimo ZDA. Znašli smo se na 6. mestu po sovraštvu do ZDA, celo sam inštitut je šel ponovno preverjati, da so to pravi rezultati, kajti bili smo v družbi Jemna in podobnih držav. In jaz sem bila resnično takrat šokirana, ker sem rekla, ne, mi Slovenci nismo sovražni, absolutno se mi je zdelo to nemogoče. Zdi se mi zelo narobe, da kdorkoli, ki vodi državo, reče, če si kapitalisti ne morejo privoščiti, se mi nič ne smilijo. Skratka, to so načini javnega diskurza, ki ne marajo dela. Delo se mi zdi, da ni več vrednota in je pomembno. Govoriti o meritokraciji je že kar pregrešno. Absolutno je prav, da smo solidarna država, absolutno je prav, da poskušamo tudi tiste, ki ne zmorejo opolnomočiti, ampak vse prevečkrat pa se zdi, da pravzaprav ne maramo tistih, ki ustvarjajo največ. Samo športnikom morda nekako ne zamerimo uspeha, se nekoliko spreminja odnos do podjetnikov, kar me izjemno veseli, kajti prav mala in srednje velika podjetja so hrbtenica našega gospodarstva. Kar se pa tiče odnosa do tujih podjetij, pa žal tukaj res nismo dobri in tudi do drugih držav, tako da jaz mislim, da je veliko v tem tudi, kaj vlagamo v šolski sistem. Mi v MČM recimo delamo učitelj sem, učiteljica sem, kajte veste, da tudi v šolstvu primanjkuje že kadrov in da so številke res neverjetne. In tukaj želimo dvigniti ta odnos in kaj opažamo, vsi tisti, ki štrlijo malo ven, učitelji imajo tudi v lastnih krogih velike težave. Tako da mislim, da je tukaj, vedno se obračam predvsem proti gospodarstvenikom, res pomembno, da stopijo naprej, da upajo povedati in tudi z vzorom, tudi gospod Lotrič s svojim podjetjem, uspešnim podjetjem si upa povedati tudi stvari in jaz mislim, da potrebujemo vzornike, z mladimi pa govoriti, tudi naši programi Young, zelo veliko govorimo o ambicioznosti, celo ta vrednota se nam zdi, zakaj bi bil pa človek ambiciozen, tako da vsak s svojim vzorom in seveda gospodarstvo kot celota, sem vesela, da smo povezani v gospodarski krog, včasih se počutimo zelo brezzobi, ampak da si upamo tudi povedati, je pa nažalost kar nekaj revanšizma in če nekaj poveš, si lahko tudi izključen iz določenih krogov, kar se mi zdi pa nadvse strašljivo. Sprememba mentalitete. Imamo težave v Sloveniji na splošno z mentaliteto kot tako? Pa, ocenjujem, lahko rečem, da trenutno vlada kar neki boj, ne samo proti tujemu, naprednemu, vlada tudi boj proti zasebnemu. Namreč zdaj smo priča določenim zakonom, ki nekako bodo prepovedovali delo zasebnih vrtcev, čeprav so zasebni vrtci tista
bomo rekel, dodana vrednost družbe. Starši se sami odločajo, kje želijo imeti svoje otroke in to se reflektira potem naprej na visokem šolstvu. In nekako skozi financiranje bodo še tiste par zasebnih fakultet oziroma univerze, kar je zasebnega, bodo počasi usahnile in to samo zaradi tega načina dela. Se pravi, ne spodbujamo različnosti, ne spodbujamo kritičnega razmišljanja, mi spodbujamo pravzaprav en in ist koncept, ki smo ga verjetno videli v prejšnjem sistemu. Ampak napaka je pa v tem, da cel svet pa drugače razmišlja. Vsej napreden svet drugače razmišlja. In sicer daje priložnosti tudi tujcem, ki pridejo v državo. Mi imamo en problem v tem, da veliko več ljudi z visoko izobrazbo gre iz Slovenije, kot jih mi privabimo nazaj. Ko bomo uspeli vsej izenačiti, da obdržimo število visoko kvalificiranih ljudi v Slovenijo, potem bomo to dodano vrednost, ki je ves čas neka mantra, zakaj je pa mantra? Zaradi tega, ker šele od nadpovprečnih plač se dejansko začne zbirati denar v proračunu. Kar je na plači od minimalne do povprečne je tako majhen priliv v državni proračun, da je praktično zanemarljiv. In na temu srednjemu sloju pa vse skupaj sloni. In če pa mi dobimo zdaj te visoko R&D centre, kot je bilo omenjen, potem dobimo še, Slovenija je precej industrijska država, ocenjujemo med prve 3 praktično na svetu država, ki so industrijsko, znamo narediti, znamo izdelati, smo ročno spretni, smo inženirsko spretni, vse, ampak v končni fazi se pa pozna pri prodaji, pri doseganju potem, kolikšen del cene zdaj pripade temu industrijskem delu, ki vemo, da najmanj pripade, in koliko pa tem mehkim vsebinam, če jim tako rečem. Poglejte, to so danes industrije zabave, industrije finančnega trga, ki se Slovenije pravzaprav ali se je ogne, ali gre mimo. Se pravi, zakaj? Zaradi tega, ker nimamo sistema, ki bi start-up podjetje, mlade, razvojnike obdržali v Sloveniji, in še zmeraj imamo stigmo, da ne, na računalniku se pa ne bo naš igral. Ampak dejstvo je, da so, pogledajte, se je bilo slišati v ponedeljek, ja pa kaj zdaj tam en mačk se preganja po ekranu. Ja, milijardo je vreden. In to je ta mehka vsebina, zaradi tega, ker je nekdo takrat vedel, kaj je treba razvijati in kaj bo trg to kupil. In res, mi imamo samoroge in samorogi praviloma izhajajo iz tudi te neke mehke vsebine. Skratka, želim samo to povedati, da tukaj je pa potrebno veliko znanja. In ta znanje je pač v ljudeh, ki so izobraženi, in mi moramo to poslovno okolje narediti na način, mislim, da najlažje in najbolj učinkovito za socialno kapico. Pri 1,6 povprečne plače je bil zadnjič podatek, da imajo tako v večini tujih držav, in to pomeni, da mladi doma ostajajo. In potem neko boniteto za vse tuje, ki prihajajo v Slovenijo, prav tako za neko dobo, seveda morajo potem biti v Sloveniji zaposleni določeno število let, in na ta način začeti čim prej treba odpirati vrata. Jaz mislim, da jih mi samo preveč zapiramo. In tujcem, in spremembam, in zasebništvu. Omenili ste, da ko se nekdo oglasi, ga hitro nek ta revanšizem, zavist, se ga vrže iz določenih krogov, pa vendar se mi pojavlja tukaj eno vprašanje, in sicer gospodarstvo je hrbtenica države, vsake države, ne samo Slovenije. Torej, v teoriji bi moralo gospodarstvo imeti izjemno moč, izjemno tudi konec koncev politično moč na dogajanje v državi, pa se zdi, kot da je povsem brezzobi tiger, oziroma da karkoli gospodarstvo reče, je kot bi lajal v karavana, pa gre dalje. Zakaj recimo tukaj ni nekega večjega vpliva ali pa večje moči, oziroma zakaj se ga morda gospodarstvo ne zna ali ne upa vzeti? Verjetno je tukaj več vzrokov. Eden je, jaz sem dolga leta bila v medijih. Mediji so precej zaprli vrata
za tisto, kar ni všečno, morda tudi zaradi novega medijskega zakona in interesov. Je pa morda tudi malce mentaliteta, kajti tudi volivci nekaj takega ne kaznujemo. Tukaj spet izviramo iz tega biti vsi enaki, biti vsi enako revni. Morda tudi mladi na nek način si predstavljajo, da je včasih sistem bil, vsi smo imeli vse, pa jaz pogosto tudi svojim otrokom rečem, ja, samo smo imeli fičote, nismo imeli avtomobilov, nismo hodili v tujino študirati in nismo toliko potovali. Tako da tukaj je malce verjetno povezano, da mi na volitvah pač ne kaznujemo to vrstnega odnosa. Zdaj pa ravno kolega, ki je star 27 let, dela v moji ekipi, me je zadnjič vprašal ravno to, kar ste me vprašali vi. Zakaj, kako je možno, da celo gospodarstvo ne znate doseči sprememb in se s tem pravzaprav kaznuje vse in se bo izgubilo delovno mesta? In iskreno mu nisem znala povedati. Mislim, da se tudi kolegi v raznih gospodarskih združenjih to pogosto sprašujemo. Morda pa včasih tudi nekoliko utihnemo ali celo, kot sem videla na eni od nedavnih konferenc, ploskamo, ko reče predsednik vlade, no, mogoče boste pa uspešni in si boste celo privoščili božičnico. Jaz mislim, da bi mogli zelo jasno povedati, da to ni prav in da je nekaj tudi na nas, koliko si upamo povedati in včasih se zgodi, da tisti ljudje, ki pa kaj povedo, se obrnajo in za seboj ne vidijo nikogar. Tako da malce je treba nastaviti tudi ogledalo nam samim, koliko povemo in kako ostajamo spoštljivi, hkrati pa zelo jasno povemo, kakšne bodo posledice ravnanja, ki ga vidimo zdaj, ki zagotovo ne bodo dobre. Kdaj si boste slovenski gospodarstveniki torej uspeli nastaviti morda to ogledalo oziroma postaviti vladi neko močno fronto, zoper katero ne bo kar tako enostavno recimo šla čez? Jaz ne vem, kdaj se bomo to upali, ampak en del odgovora na to dilemo, zakaj je gospodarstvo bolj tiho, je spet v teh konkurenčnih kazalnikih. Saj po enem kazalniku smo zopet med najslabšimi, 59 od 67 držav. In sicer vprašanje je bilo, kako ocenjujejo gospodarstveniki odstotek državnih podjetij in lastništva kot grožnjo poslovni aktivnosti. Skratka, pri tem smo zelo slabi. Velik del gospodarstva, večjih podjetij je delno v državni lasti, v celoti, kontrolirano. In tam so nadzorni sveti in uprave, ki so pač delno tudi politično imenovani. In to vrstni menedžeri in nadzorniki se pač ne upajo govoriti, ker so odvisni od vsake vlade. Tako da to je spet neka tema, kjer se ne premaknemo, stanje je bilo slabo pred 30 leti in je še vedno. No, pa ko ste mi ravno dali istočnico še za zadnje področje, ki bi ga načel, smo v zadnjih letih imeli kar nekaj kriz, če tako rečem, od epidemije COVID-19 do vojne v Ukrajini in spremenjenih varnostnih razmer. In ravno te spremenjene varnostne razmere po eni strani odpirajo zelo široke gospodarske možnosti z velikim količino denarja za investicije v obrambo, po drugi strani pa ravno te dni spremljamo nastajanje znova državnega gospodarskega grozda oziroma podjetja, ki naj bi bilo center tega vlaganja v gospodarsko oziroma v vojaško industrijo. Kako razumete to podjetje, ki bo spet v državni lasti razvijalo obrambo? Zelo odkrito premalo vem. Včeraj vem, da so imeli neko konferenco, ampak nisem spremljal, tako da premalo vem. Vem pa, da imamo na tem področju neka industrijska znanja. Jaz poznam nekaj investitorjev, tako da neke zametke sigurno so, tako da tudi ni vsaka državna investicija sama po sebi slaba. Mogoče, da se nekaj premakne, mogoče je pametno, da država. Težava je, ko se v podjetjih, ko se država ne umakne pravočasno, pa v podjetjih, ker ni pravega razloga, da to nekako ustraja desetletja in ne. To je na obrambnem področju morda smiselno? Tudi na kakšnih drugih področjih. Recimo to, da za start-upe je zdaj v zadnjih letih s pomočjo seed banke nastalo kar nekaj skladov, ki so vlagajo v start-up podjetja, kar nekaj skladov. Skratka, ni vsaka državna intervencija slaba.
Ne. Slabo je ustrajanje državnega lastništva v podjetjih, ki bi lahko preživela tudi brez njega v nekem konkurenčnem poslovnem okolju. Bomo znali ujeti ta val obrambe, zelenega prehoda in investicij denarja, ki je temu namenjen v Evropi? Ja, to je vprašanje naslednje perspektive, čeprav se je začela že danes, ne samo od leta 2028 do 2035, kjer je Evropa že definirala, ravno smo imeli na konferenco priliko govoriti z, bom rekel, najvišjo postavljeno Slovenko v Evropski komisiji, če tako lahko rečem, in sicer gospa Meri Veronika Tovšak-Pleterski nam je povedala, da se denar za obrambo, če tako rečemo, dviguje že iz 120 na 150 milijard. In če je to res denar, ki bo šel iz proračuna Evropske unije, potem to pomeni, da bomo ob pol kohezije. Polovica kohezija je pa namenjena razvoju regij, če tako rečemo. In jaz se samo sprašujem, kako bomo mi teh 150 milijard pokoristili v Evropi in kolikšen del bo odpadel na Slovenijo. Razumem, da je težko govoriti o obrambni industriji, razumem, da je to zelo delikatno vprašanje, ampak ko se pa pogovarjamo naprej, ali bomo investirali 2% GDP-ja, 3%, omenjali so še celo 5%, mislim, ne vem, kako bomo to prenesli, ampak če se pa mi postavimo, da opolnomočimo oziroma da damo veliko razvojne raziskave slovenskim podjetjem, inštitutom, fakultetam, na ta način, bom rekel, pridemo do nekih izdelkov, ki ne bodo samo za domačo rabo, ampak jih bomo lahko tudi predajali v zvezi NATO. Potem pa to pomeni, da v bistvu mi hkrati rastemo, naš BDP bo rastel na osnovi teh izdelkov in ne bo več direktna obremenitev teh procentov. Ne bo nam potreben imati iz integralnega proračuna. Zato jaz mislim, da seveda intervencija, tako kot je gospod Groznik rekel, na trg, na način združevanja podjetij, se pravi, ker tudi to je treba vedeti, da te posle pač ureja država. To, bom rekel, samo podjetje je premalo, slovenska MSP podjetja so daleč premala, ampak združena pa zagotovo dosti. Je pa tukaj bojazen, ko pa vidimo, da nekdo centralno, če država v tem primeru centralno nadzira to grozdenje, potem bo zopet odvisna od te države isto. In potem se vrnemo v ta začaran krog odvisnosti, poslušnosti in tukaj pa zna biti tisti, rekel, ja, jaz bi tako rekel, v idealnih razmerah, brez korupcije, brez vsega bi bila to 100% dobra rešitev. Ker smo pa pač samo ljudje, je pa treba vse kontrolne mehanizme vključiti, potem se pa lahko gremo takih, recimo tudi nekega holdinga, tudi tega Davosa, kot ga zdaj slišimo. Meni manjka ta kontrola. Mi, če se spomnite še takrat nazaj, ko so se zgodile poplave 2 leti nazaj, je gospodarski krog zahteval pač nadzor nad tem zbranim denarjem. No, samo do tukaj smo prišli, do zahteve. Niti odgovora nismo dobili in tudi danes vemo, da denar smo zbrali, dejansko pa gradbenih dovoljenj pa enostavno ljudje ne dobijo. Ampak civilna družba, ali pa gospodarstvo, ki plačuje ta sredstva, pa nima niti dostopa, niti vpogleda, kje se je zbral ta denar, pa da ne grem naprej. No, jaz se sam tukaj noter pri tej zgodbi bojim o temu, da bo ostal Davos brez nadzora neke civilne družbe ali pa, bom rekel, razumem, da vojska ne more biti pod civilnim nadzorom, pa vendarle, da je pod nadzorom inštitucij, ki jim ljudje zaupamo. Bomo ujeli ta val ali bo šel mimo nas? Jaz želim vedno ostajati optimist, želim verjeti v potencial te države, verjetno nas tudi to z ambicijami žene naprej. Se mi pa zdi, da moramo resnično si nastaviti ogledalo in poskušati se bolj direktno in transparentno pogovarjati, imeti tudi nadzorne, kontrolne in tudi samokontrolne mehanizme, kajti da bomo samo upali in bomo večno želeli imeti ta rožnata očala, se mi zdi, da so časi tudi globalno
čisto preveč resni, da bi lahko računali samo na rožnata očala in na obilico sreče. Preden zaključimo v enem stavku za vse tri, če bi imeli možnost uveljaviti en ukrep, ki bi povečal konkurenčnost Slovenije ta trenutek, na kateri ukrep bi stavili? Odprtost države in davčna politika. Ja, zagotovo je tu razbremenitev plač v smislu zakona, ki bi prerazporedil ali pa celo vrnil v prvotno stanje nazaj, 3 leta nazaj. S tem bi pač dobili ljudje več od svojega dela in manj od nekih bombončkov. Jaz se strinjam z sogovornikom. Potem pa vsi trije, torej gospod Marko Lotrič, gospa Ajša Vodnik in gospod Peter Groznik, najlepša hvala za sodelovanje v tokratni epizodi podcasta Teža argumenta. Mi, spoštovani gledalci, pa se znova vidimo že v prihodnji 6. epizodi. Do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.